Spoštovani in dragi gledalci televizije Exodus, z velikim veseljem se vam oglašamo iz današnjega našega mesta snemanja in to med Dolenjskimi griči v Zidanci, ki pripada našemu misionarju Tonetu Kerinu. Že nekaj časa je v svoji prvotni domovini Sloveniji in zato smo bili veseli, da se je odzval na naše povabilo, da še enkrat z njim spregovorimo ne samo o njegovi osebni poti, ampak tudi o njegovi tako navdušujoči misijonski dejavnosti z željo, da vsem, predvsem pa bolnikom in njihovim svojcem prinese veliko veselja in upanja. Torej, povabim vas, da prisluhnete našemu iskrivemu in dragemu sogovorniku. Gospod Tone Kerin, nagovorila bi vas takole: slovenske zemlje sin in malgaški župnik. Pozdravljeni spet med nami v naši oddaji. Iskreno se zahvaljujemo, da ste spet se odzvali našemu vabilu in prisluhnili našim vprašanjem. Srca najlepša hvala za pozdrave. Res je slovenske zemlje sin, zakorenjen v malgaški zemlji. Se pravi, da če te presadijo, se drevo posuši. Da treba zdaj zelo birkati, da bomo naprej rasli, da ne bomo zgubili identiteto malgaške cerkve in pripadnosti slovenskega naroda. Zato vsem lep pozdrav, zlasti pa našim gledalcem televizije Exodus. Ko sva se pogovarjala pred tem našim začetkom, ste povedali, da ste že kar nekaj časa v Sloveniji. Nam lahko poveste, od kdaj in zakaj? Poglejte, sestra, božja pota so nepredvidljiva. Jaz včasih pravim to tako, da se Bog z nami malo poigra. Bolj, ko si kot človek zadovoljen, zdaj pa nekaj naredil, ko si v zdravju in vse, ali ni zlomak, ti Bog pošlje eno preizkušnjo, kjer te nekako ozemlji in ti pove jasno, nisi ti gospodar tvojega življenja, ampak sem jaz. Veste, sem jaz na Madagaskaru z dušo in telesom, oznanil evangelij in na tisti kraj, ker drugi dejansko niso se upali iti. In je bilo dejansko vse pogansko še. In sem res veselim šel tja in sem rekel, tle bom jaz do konca svojega življenja znal evangelij in če bi Bog dovoli, da bi tudi tam umrl. Ker umeti med svojimi ljudmi, ker delaš še nekaj najlepšega. Samo seveda, Bog je to hotel pa verjetno drugače. Pa ne samo Bog. Pa moja neumnost tudi. Jaz sem velik kadil, sem dobil stakno raka na mehuri. In po 5 letih, ko sem raka odkril, sem šel gor, so me pozdravili, mička s kemoterapij, in vsem sem bil vsi nazaj delal 5 let. In ko je bila tista koronavirus, so res delali, iz nič, ker je občina, ker je 80-90 tisoč ljudi, smo zdaj ustanovili novo faro pred 10 leti, zdaj že 8-9 tisoč kristjanov, to je velik. Se pravi, da krščanstvo gre naprej, krščanstvo ne bo nikoli propadlo. En duhovnik je rekel, veste, ne se truditi cerkev uničiti. Mi duhovniki se že trudimo 2000 let, da bi uničili, pa je še nismo. Se pravi, da cerkev šla vedno naprej, ker je to Božje delo. In sem začel dobro tisto, pa novo župnijo. Je bila pa druga stvar, da ni bilo izobraženih ljudi, šole se na neč. In se pravi, poleg oznanjevanja evangelija, novih podruženc, na novih poteh, ker so vasi ogromne, po 2-3 tisoč, 4-5 tisoč ljudi, pa nas bi bila že ogromna fara. In smo začeli tam krščanstvo. In res je to krščanstvo lezlo naprej, tako kot je olje po vodi naprej, tako je šlo pa nas krščanstvo naprej. Ni bilo enega trenutka, da bi rekel, zdaj pa sem skeptičen, pa dvomen, če bo to šlo naprej. To je jasno pokazano, to gre naprej, to je Božje delo šlo naprej. In poleg tega smo videli, da ne more noben narod iti v napredek, če se ne šola. In mi smo takrat se odločili, da bomo šolo naredili. Pred 7 leti smo naredili šolo, danes v 7. razredu, ko zdaj vam govorim, imamo mi 800 otrok v naši šoli, privat šolo.
privat, ker bomo samo poiskali denar. Jaz sem učitelj iz šole, da bomo dobro učitelj in to naprej laufa, ne vse. In seveda takrat je pa Bog meni poslal bolezen, ali pa tudi sam sem si jo prislužil. Jaz sem rekel, da bolj da ne smem nikoli jamrati, zato ker sem se sam zaradi cigaretov prislužil, ne, in sem mogel iti na zdravljenje, ne. In po 5 letih, pred 5 leti sem zdravljen, sem mislil, da sem ozdravljen in sem šel nazaj. In nisem mogel iti nazaj, ker je bilo vse zaprto zaradi koronavirus in pridem na pregled, je bilo vse v redu. Jaz sem rekel, gospod, malo smo požgačkom, pa smo pustili še primer, ne, hvala ti lep, grem takoj nazaj. In sem šel nazaj, ne. In ko sem lansko leto prišel domov na pregled, ne vem, v septembru, kdaj, lansko leto, ne, so vedeli, da se mi je rak ponovil in to zelo grdo, tiste tahito sorte, ne. In ko je mene zdravil doktor Bizjak, lahko povem ime, ker je eden čudovitih zdravnikov, ne, so me zdravili ne s kemoterapijo lokalno, da so direktno mi dali zdravila, ne. In jaz ne vem, sem bil na tisto pripravljen, da so zdravili, ne, ampak jaz po tistih 6 dozah sem rekel, doktor, jaz moram nazaj. Zakaj? V naši vasi je eksplozirala ogromna lakota. Ker je bilo tisto leto tudi dva huda ciklona, ker se vse podrli, porušili ceste, riževo polje odnesli, vse uničili. Torej, zaradi tega ste prekinili zdravljenje, da bi pomagali tem ljudem. Ja, in v 14 dneh, ko sem jaz bil zdravljen, sem vedel, kaj se dogaja, sem rekel, doktor, jaz sem za 5 mesecev nazaj. Moram iti. In sem šel nazaj 1. novembra. Točno 1. novembra sem prišel na Madagaskar, ne. In prva moja dolžnost je bilo, da smo ljudem dali, jaz sem dal vsak dan 1000 ljudem, 2000 ljudi, 3 mesece riž, da so se najedli, ne. In takrat sem videl, kaj pomeni. Ne možete jaz oznaniti ljudi, mamica je bila čisto obupana, otrok na pol mrtev, na ramena, sem rekel, pa se to ni možno, da v takem 20. stoletju, 21. stoletju ljudje od lakot umirajo, to je grozno, to je grozno. Vse se prevadiš, da po otrok od lakot umira, tega pa ne moreš prinesti. Mislim, to pa če je kaj človeški oseb, ne, tega ne moreš prinesti. In sem se jaz takrat odločil, smo delili, ne. Ampak pri meni bolezen je šla pa naprej, ne. In jaz tiste 4 mesece, ko sem bil na Madagaskar do november, december, januar, februar, jaz sem prišel domov 4 mesece, ne, sem imel pregleda in jaz sem šel na pregled, je prišel pa ciklon in nisem mogel jeti. In jaz takrat sem trpel, ker je šla iz mene že 2 meseca sama kri naprej, ne. In sem rekel, no, če pa tako bo hoče, pa ne bo. In je voda vse zalila. So bili 14 dni v gozdu, brez hrane, brez vsega, s 4-5 delavci, tako da smo ljudem prosili, ko so šli v peš, drugo možnost ni bilo, da ne ima riže, pa ne sem pa tam ostali. Mene takrat bolezen kar precej dajala, ne, sem nisem več jamral, kaj češ, ne. In potem sem videl, da ti ni druge možnosti, ker voda je vsak dan bolj naraščala, sem potem šel 30 km peš, da sem prišel do prvega avtomobila, moja razdaca, da me naprej pela. In ko sem prišel po Levagenčanu, me je Stane Kerin pa Janez Mesec sta peljali v Tananarivo, kjer sem vzel avion in sem šel se zdraviti pol v kliničen center. In ko sem prišel v kliničen center, je doktor rekel, ja, še kak par ur, pa ne bi te bilo več med... Ja, pa ne, pa telo se je samo zastropilo. Meni že 4-5 dni ledvice niso več delali, vse zaštekali, ne. In takrat se je doktor pa naredil, takrat štiri. Je rekel, ja, doktor Doča se spomni, ja. Hotel si druge rešiti, sebe si pa malo pokopil, ne. Je to zelo lepa krščanska ideja, ne. Jezus je tudi druge hotel rešiti, pa ne da bi bil podoben jaz, daleč od tega, ne. Samo če rešite, ne. Če hočeš nekaj stvar narediti, moraš tudi preko sebe jeti, ne. Ampak hvala Bogu, Slovenci imamo tako dobre zdravnike. Vsaj jaz sem sestra isto naredil, mašoval posebno za zdravnike pa naše medicinske sestre, ker s tako ljubeznijo delajo, s tako dobroto delajo, ne, da sem jaz rekel, ja, če pa tle ne bomo zdravo, pa res nam nikjer zdravo, ne. Pa samo zdravo, ker so tako dobri zdravniki. In te v Sloveniji govorimo o neumnosti, ne, ker noben ne pozna situacije. Jaz sem bil v resni situaciji, ne, na boju med smrtjo in življenjem, ne, kot duhovnik in doktorje, da pa ene slabe besede, sestra, ne, pa to so čudoviti ljudje. Tem bi mogli dati Nobelove nagrade, pa Prešernovo nagrado, pa Cerin-Metodovo nagrade. Ti je res zaslužijo, ne. S kako ponižnosti delajo, pa s kako potrpežljivosti pa tiste sestre, ne, tako da moram poudariti, kako dobro zdravstvo imamo mi v Sloveniji, ne. In takrat se je začela pol ta križev pot, ne. Moram pa povedati to, ne, jaz tisti čas, ko sem bil bolnic 2 meseca na oddelku, pa zdravo se, jaz sem bil čist prerezan, sem rekel, zdaj pa,
Včasih se kar malo zajokal, se rekel, zdaj pa ne bo šlo več na Madagaskar nazaj, pa meni to bilo res življenje Madagaskar, ne. Madagaskar je kot topik, je to mami, ker ne moreš brez njega več živeti, ne. Afrika, to je res, ne, ampak ne Afrika kot dežela, kot to, ampak oznanjevanje med tistimi ljudmi, te tudi srce zraste, ne, da tudi krat, ko sem bil bolan, se rekel, pa še tu bomo naredili, pa še te moramo ta vas jeti, ne poznajo Kristusa, pa še vse moramo jeti, ne. Se pravi, da je preprosto vedno je dlje, dalje, čim več povedati, ne? Ker moj občan 90 ljudi, kristjanov smo pa šele pred 10 leti začeli ustvarjati, ne? Se pravi, da je ogromno dela, še več kot toliko, ne? Ampak verjetno Bog rekel, Mičken za žlajfer, rekel, bod malo bolj ponižen, zdaj boš pa, da ne boš mislil, da za sebe delaš, ampak za mene, ne? In tisto Božje volje je pa zelo težko sprejeti. Zelo težko se jaz sprejeti, ne? Zelo težko, čeprav se mi je samo ukriv, ampak ne? Pa si rečeš, ja, Bog se konc koncev spati vse mogoče, pa lahko to malo drugačno narediti, ne? Pa prej pa človeško filozofiranje, kamor ne pile, ne? Ja, pa pogajanje, je tisto, ne? Ampak konc koncev rečeš, da je Bog, sej, sprejel bom, kar boš dal, ne? Pa bomo šli naprej, ali tle, ali pa tam, kjerkoli bo, ne? Zelo sem vam hvaležna za te besede o zdravnikih, ne? To je eno, bi rekla, res najlepša zahvala. Ker kot ste sami samo nakazali, ne, tolikokrat zdaj slišimo kritike, pa račune, pa računice o zdravniki, oni pa res rešujejo življenja, ne. Vse se tle treba vedno poudarjati, glejte, ko ti ne moreš nič več, ne, mene se čist zrezati, ko nisem mogel nič več, ne, se rekel, zdaj sem pa res od drugih odvisen, ne. In ko teh sestrah vidiš, ne, medicinskih sester, ne, ker je bila tam, jaz sem rekel, eni se rekel, veste kaj, sestra, meni tako neuroden je, mene mama rihtala čist tako, ko sem bil mali otroček, zdaj mi pa res neuroden, pa vi to, je rekla, gospod, ti boste, to je naše delo, z veseljem delamo. Ko boste pa lahko sami začeli se sabo ukvarjati, bomo pa že vas ven nagnali, ne. Se pravi, da imate tisti res prijeten odnos do bolnikov. In v našem štuku sem bil jaz, ne, smo naredili prav veselje, pa doktor je zaprl, zdaj, doktor, veste kaj, vi ste Bogovom znanje ukradli, sem rekel, kako vi to naredite? Veste kaj je rekel primarij? Je rekel, veste kaj, gospod, naše največje veselje je, če je bolnik, pacient zdrav, pa dobre volje. In to je naša največja zasluga. Zato je treba vedno poudarjati dobroto naših bolniških delavcev, zdravnikov in medicinskih sester, ne, ki delajo lepo. Seveda, potem sem šel pa še na kolkno operacijo, kolka, nekaj nisem mogel to več hoditi, jaz sem na Madagaskar hodil preveč peš, ne, po 300 km vsak mesec, 35 let, to se mora nek znucati, ne, dobro, pa se je. In sem šel pa še v novomestno operacijo kolko, tam je pa še boljš, ne, tam pa kot da bi prišel med angele, se mi je nehal koliko boleti od prijaznosti ljudi, ne. In potem se bomo mi Slovenci pritoževali, kaj je, ne, mi Sloveni živimo, kot bi živeli v raju, ne. Sam je pa res, ne, sestra, če si ti siten, tudi tisti, ki bi bil lahko dobro voljo, postane siten, ne. Moraš biti vedno prijazen do ljudi in vedno moraš imeti nasmešek pa, da ljudje začutijo, ta človek je dostopen in ima v sebi neko upanje, tudi če je bolan, in to se potem med sabo pomeša, postanemo ljudje postanemo ljudje, ne tujci več, ne. In to sem vse posod videl, ker sem hodil v Sloveniji, da je to res Božji dar, da imamo take ljudi, da nas tako zares vzame bolnike, tako dobro zdravje, zato vsaka čast našem zdravstvenemu osebju. Ta zahvalnost, ki govori iz vas, ta zahvalnost prav gotovo pomaga tudi k temu, da ste zmeraj dobre volje in veseli. Tudi zdaj, ko smo prišli k vam, ste se nas razveselili kot prijatelje, ne? Sicer se že malo poznamo. Ampak ali je res to pomembno tudi pri zdravljenju, tudi pri bolezni, tudi v bolnišnici, da znamo biti hvaležni, zahvalnost kot krepost. Sestra, to je ena glavnih potez od naše vere. Bog se je vedno v lepem obrazu prijazen približal ljudem, stare zaveze, imate vse posod. Stare zaveze ima Bog čisto človeško podobo. Zakaj jamnate k meni? Saj sem vam vse dal, ampak vi niste hodili tako delati. Zdaj boste pa plačali za svoje kazni. Normalno, ne? Ampak jaz vas ne bom zapustil, sem z vami, gledajte, kakoli boste naredili, samo morate priti nazaj. Ne moram jaz z vami v napačno poto, v greh, ampak pridite nazaj, ne. Ta prijaznost je rdeča nit skozi celo svetopismo, ne. In ljudje z tega živimo. Če imaš ti kultske evangelije v sebi, prvo stvar, kar boš človeku dal, ne, je nasmeh.
A je tujec, ali poznaš, pa karkoli je, ne? Majgače ima čudovit pregovor, prav je, ne? Dže valek ni tumbunov in lelanov si bavalek. Se pravi, če si šel 50-60 km peš, tvoje noge so zelo utrujene, tvoj jezik pa ni. In prva hrana, ki daš človeku, je pozdrav, lep prijazen pozdrav, ne? Lep prijazen pozdrav, to je prva hrana, to je prvo, kar nekomu postrežiš. Poj pride kavo, pa šnops, pa nekaj, pa še samo. Prvi sprijem človeka je pa lep pozdrav, da mu zaželiš dobrodošlico in tako naprej. In če to iz tebe izseva, ne, to s tem živiš, ljudje vidijo to, ne, in to, če slabe volje postane dobre volje, se s tem pa ne moramo imeti slabe volje, se skozi dobre volje, ne. In druga stvar, mi duhovniki, pa sploh pa sestra, zakaj? Prvi pristop do človeka v fari ni, zakaj si pa prišel? Ne, ja. Dobar dan najprej lete, ne? Sam Bog te je poslal k meni, ne? In zdaj bo stekla komunikacija, ne? Bo stekla pogovor, kjer jaz lahko svojo božjo misel, evangeljsko misel njemu dam, ne? Morbiti prav za tega prišel, tudi če ni za tega prišel, je Bog morbiti bo izkoristil ta sreča, da mu ti lahko daš. Nikoli mu ne moreš človeku v fari, kot župnik, zgrdo besedo nekaj ponudi, to mu bo rekel, klinc te gleda, pa bo šel, ne? Ne, mi pa duhovnika bomo pa vedno skrbeli, da tisto pride k tebi, ne, ob katerikoli uri, morbiti ga je Bog poslal, lepo ga sprejme, ne. Pa če bo stopaš, pa če sam dva ostaneta pa tebi, da boste postala boljš kristjana, pa je poslanstvo izpolnjeno, ne. Poslanstvo izpolnjeno, ne. Zato mislim, da ta pozitiven pogled na svet, pa upam, ne moramo imeti vsi kristjani, pa zlasti pa mi duhovniki pa sestre. To pa moramo imeti, to je pa naša identiteta duhovnikov, ne, to je naša osebna izkaznica, ne, dobrotljivost, prijaznost in tako naprej, ne, do ljudi, da tistih, kateremu Bog pošilja nas, ne, ker mi smo tisto, kar se pravi, ne, ki ljudem obračamo obrazek Bogu, ne, in mi sami, mi smo vrtuljke vsred, ne, ljudem pa obračamo ljudi k Bogu, ne, da imamo vedno vez med Bogom in tistim, to je naša dolžnost, ne. Čudovito. Zdaj pa še eno vprašanje, tako, zdaj se že kar nekaj mesecev v Sloveniji, včasih se srečava tudi pri kakšnih mašah in se zelo vesela, da tudi radi pridete, ko pač lahko, ne, ko vam zdravje dopušča in zdravljenje, zdaj ste rekli, da ste že čisto zdrav, ne. Ja, bi vas poprašala, prav gotovo ste tudi stopili že v kakšne kontakte ali pa kako gledate skrb cerkve, mogoče prav v Sloveniji, za ostarele in bolane duhovnike. Včasih imamo občutek, da je to nekje ali pozabljeno, ali tudi eno obrobje. Kaj pravite? Sestre sem na Razkrju bil dol, ne, v naši škofiji, sem enkrat našemu škofu rekel, gospod škof, sem rekel, a vi kaj mislite, da bodo ti mladi duhovniki, ki smo zdaj tukaj, nekega dne bolni? Kam jih boste dali? Kako se bo preživel in kdo bo za njih skrbel. To bomo pol razmišljali, rekel, ne. Se pravi, je bilo v zraku vse skupaj, ne. Hvala Bogu je bila škofija mlade duhovnike imeli na svetku, da ni bilo razen kakšne malarije, ni bilo drugih bolezni, ne. Da se škof ni mogel s tem veliko ukvarjati, ne. In v Sloveniji smo se z duhovnikom pogovarjali tako na tiho, to se ne pogovarja na glas, ne. To je najhujša bolečina v srcu mladih duhovnikov pa starejših, ja, kam bom pa šel, ko bom bolan. Kdo bo za mene skrbel, ne? Kdo bo za mene skrbel, ne? Zdaj, če imaš tako srečo kot jaz, ko imaš dobre brate pa sestre, imaš vedno plac, te poskrbijo za tebe bolj kot vsaka kongregacija, je lepo to, ne? Samo to se lahko tudi neha. Samo koliko je duhovnikov, ki nima kam iti, ne? Tudi domovi za starejše pokojne duhovnike so polni, ne? Kdo bo skrb prevzel, jaz vam vete, kaj sestra, vam čisto odkrito povem, da imam kaj bace, ne? Včasih mi je prav hudo za kakega duhovnika, ki postane star, ne more več faro voditi, ne, pa životari, kot da v življenju nikoli nič ni naredil, kot da je zapuščen od vseh, ne? Veste, kaj se ljudje nafare. Bil si naš župnik, zdaj pa ni sve stran pet, ne? To je tako, ne? To je čisto po logiki pragmatizma, ne? Bil si naš župnik, da smo imeli vredno bilo, zdaj pa biš, ne, in zdaj pa gre. Ker nekrat se pa župnik počuti, ja, zapuščen, doben več se za mene zanima, žlahte nimam več, ja, kam bom pa šel?
Tle morajo pa škofi stopiti, to je pa dolžnost škofov, da poskrbijo za vsakega ostarelega, bolnega duhovnika, da ima primerno in normalno starost in staranje. To je pa dolžnost škofov. Mi, ki smo v kongregacijah, je boljš to, ker mi imamo priskrbljen do smrti. Nikoli te ne bojo zapustili, v kongregacijah imaš ti svoj skrb. Dočim svetske, župnijske duhovnike so pa včasih v težavi. Nekateri, ko so mladi, poskrbijo, da ima nekaj na bajtico, da lahko preživijo, večina jih pa malo potrpi. In pol pridijo taki žalostni obrazi dobrih duhovnikov, čudovitih, svetih duhovnikov, pol ko pa starko pomira, si rečeš, ja. Kaj ga je pa v to žalost pripeljalo? Kaj je bilo narobe v življenju? Ne še bilo narobe v življenju, samo na starost je čisto zapuščen in mu je hudo, vse normalno. Te bo mogla škofija se v roke vzeti, pa zrihtati urnik stanovanja, urnik skrb za te ostarele, duhovniki ne morejo nič več. Vi pa sestra dobro veste in jaz, da duhovnik pa ne bo šel s fare in s prakse, vem, da kjer bo lahko še migo. Ko pa ne more več, takrat mora pa škofija stopiti na področje, povedati, tle je tvoj plac, da se počutiš tisti, ki je nekaj naredil in da imaš nekaj prebivati. To je zelo pomembna stvar v cerkvi in mislim, da bi se mogli vsi škofi fejst zamisliti, kako bi skrbeli za stare duhovnike. Mogoče prav zdaj v sklopu sinodalnosti, ko toliko poudarjamo nekje naš pogled navzven, tudi ta pogled obrniti na to konkretne situacije v naši cerkvi. Veš, da se v sinodalnosti je čudovito govoriti, da kjer si okrogle mize, pa imaš en čaj zraven, to je vrede. Potem, ko prideš pa ti vsakdanje življenje v cerkvi, ko moraš sinodalno zgovoriti z ljudmi, jo živeti, tam postane pa take probleme, da se rečeš, kaj pa se zdaj spet zamislil Rim. In sinodalnost mora biti najprej med nami duhovniki, v cerkvi in tako naprej. Jaz spomnim enega škofa, ki je rekel, mene meč ne briga, kako boste preživeli duhovniki. Tle ni dobene solidarnosti, ne. To je kriminal, da je rekel, kaj pa mene briga. To je škof, ki se jaz dobro poznam. Mi moramo biti solidarni najprej noter cerkev, skušati drugemu pomagati naprej. Seveda, to je pa ogromno dela. Ogromno dela pa prenova samega sebe. Druge prenavljati je lahko, kar lahko zahtevaš puno, pa sebe prenavljati, to je pa, se veste kaj, to je pa zelo težko delo in zahteva toliko truda, da sadam švicaš, komu vsem reči, nisem tak glavn, bom to tega zraven vzeti, bom temu pomagati, tu je evangelije, tu zahteva, jaz sem pa tak. To je neprestano spreobračanje, spreobrnjenje. To je evangelij, sestra, zapuščati svoje navade in iti razgaljen na nekaj novega. To pa nima noben rad. To se začne naprej od Abrahama, najlepša podoba je Matka Božja, Marija, ko je svet duh si izmešal življenje, se veste, čisto izmešal življenje. Rodila bo sina, ja, pa ne poznam moža, pa ono je to čisto izmešal. Sem kaj, svet duh je delal po njej, zato smo prišli do odrešenja. In če mi hočemo se odpreti svetemu duhu, da bo lahko po nas delo, se bo svet spreobračal. Dakle, pa nismo mi pripravljeni zapuščati naše navade, naše poglede na stvari, na standarde, v kateri živimo, ki so lepi, dobre, ampak to je pa Bog od nas zahteva vsak dan iti naprej. To pa nas boli. To boli škofa, to boli papeža, to boli mene, to boli vsakega človeka, ampak to je srčika evangelije, zapuščati vsak dan svoje navade, pa priti k novim izzivom svetosti na pot. To pa nima noben rad. Je pa edina pot. Hvala za ta lep govor, prav o tem izpuščanju tistih stvari, ki ne moramo več imeti. Pa bi še eno temo vseeno midva odprla, ker se mi zdi tako pomembna ali pa tako zdaj aktualna prav pri nas v Sloveniji, kjer se govori ali pa tu pa tam zmeraj znova pride, da bo kmalu sprejet zakon o evtanaziji, torej pomoč pri samomoru. In tukaj se toliko govori na različne strani o evtanaziji. Tukaj so z ene strani tisti podporniki, ki pravijo, da ima vsak pravico do ene dostojne smrti, in mi, ki zagovarjamo drugo teorijo in pravimo, vsak ima pravico do dostojne smrti, ampak ne odločati o tem, ker
o tem ne moremo odločati, ali je to iznad naše etične pravice. Kaj pravite vi? Jaz sem rekel, da so vprašanje, ki jih razpravljajo teologi, zdravniki in vse tako naprej. Naša preprosta kmečka pamet, tako kot je meni moj oče dal, ne, da pa vsi tisti, ki zagovarjajo, pa sploh govorijo o evtanaziji, so norci. Prostite izraz. To niso normalni ljudje. Ne. To bi mogli zapreti v polje, samo je še placa dosti. Ne. Človek se vedno bori, da bi preživel, da bi živel naprej, ne, do kraja. Kdor je bil v bolnici, kakšni bolniki so tam, pa se tako ne drži za življenje, ne bom se spustil, ne? Ker življenje je dar, ker je gospodar je samo Bog, noben drug, ne? Noben drug. Če ne bi bil Bog gospodar, se mi lahko pobivamo, kakor se hočemo, ne, je to čisto majhna napaka, pa to. Gospodar življenja je samo Bog. In če boste šli vi v Afriko, ali po deželi, kjer je pomanjkanje hrane, nikdar ne bo noben govoril o evtanaziji ali pa o veselju do smrti, tuj trpim, da bi se kar ubal, tega nisem slišal. V Sloveniji pa slišiš, ja, tuj imamo vsega, da mi ni več do življenja, se bom kar uničil. Se pravi, da je napačen pogled na življenje, na trpljenje v Sloveniji čist napačen, ne. Trpljenje te mora tebe močnega narediti, ne pa prpera, da se bo želil smrt. Si želi sestra, to lahko mene vprašate, v tistem trenutku, ko ti veš, da si zbolel za rakom, da so ti dnevi šteti, laže kdo ni pomislil na samomor. Ne? Ja, a se še splača živeti, ne? Ampak tu je tista oblaček, ki zakrije sonce za par sekund. Pol pa sonce tako vedno da rečeš, ne, sonce je to, pa ne bom nič slabih misli več. Jemo, naprej se bom trudil za življenje, ne? In jaz sem v Afriki živel 38 let, ne? Ker smo imeli res ljudje, ki so lahko umirali za to leto, ko sem rešil več kot 5000 ljudi, da niso umrli s pomočjo slovenskih dobrotnikov, smo riždeli, ne? Vsi so želeli, da preživijo. Pa imaš rano, pa imaš ljudje, ki so na pol mrtvi. Ne, življenje je pomembna stvar. Zdravniki, slovenski zdravniki, hvala Bogu, da so rekli, mi se distanciramo od te evtanazije. Mi smo podpisali tisto, ne. Tile bolniki, ki pa našo oblast vodijo, s temle golobom trapastem naprej pa vsi druge, ki hoče da slediti enim trapastem nekrščanskim državam, da bojo pobivali ljudi. Ja, se to je bilo, to je Hitler delo, pa smo videli, da je to napaka, ne. Zdaj bo pa, a se bo golob tudi enemu Hitleru pridružil? Pa naši Slovence, ki so imeli vsi dobre krščanske družine, pa starše, ki se je naučili, da je življenje pomembno. Zdaj bo pa eno modo upeljali v Slovenije, kjer je pa ljudem rinili eno modo naprej. Sestra, nehamo o tem govoriti. Mi govorimo, in to je, jaz bi to rekel našim škofom, pa duhovnikom vsem, pa tudi sam sebi in vsem nunam. Mi moramo življenje zagovarjati do konca. Zdaj, ko so pohodi za življenje v Ljubljani, če bi bili mi res tako prepričani kristjani, ko smo, mi bi mogli vsi duhovniki škofi v prvi vrsti biti. Prvi vrsti, gledajte sestra, jaz nimam kaj izgubiti, če me preganjajo. Škofi slovenski nimajo kaj izgubiti, če jih kdo govorijo v njih v televiziji, ker so dobro stvar branili, ne. Se pravi, da naša drznost ni še dosti močna, bi rekli, čakajte, življenje je več pomembno kot smrt, ne. Zato moramo mi življenje spoštovati. In tle je cirko 100% od zadnjo, ki podpira življenje, ne. In eutanazija, tisti, ki govori o eutanaziji, tisti je psihološki debil. Veste, kaj je debil, ne, da mu nekaj manjka v glavi. Pa tudi, Bog mi opravi, tudi če je to papež, to je lahko samo, če kdor to zagovarja eutanazijo, pa smrt, to je čustveno prizadet človek in nimaš kaj, ne. Nimaš kaj. Pri zagovornikih evtanazije dostikrat slišimo tudi, bi rekla, vzroke, zakaj to zagovarjajo. In eden od vzrokov, zakaj bi se ljudje odločili, je tisto, kar je ljudem največja skrb, ko zbolijo na smrt, bi rekli, da ne bom nekomu v breme. To je tako, bi rekla, en najbolj pogosti vzrok, da ne bom nekomu v breme in da ne bom trpel. A sta res ta dva straha tako močna, da bi se zaradi njih odločili narediti samomor? To ni res.
Zdaj to ni res, in to da vprašati tiste bolnike, ki so res bili na tem, da so res trpeli veliko, ne. Prvič medicina v današnjem času je tudi napredovala, da v medicino tako olajšajo, da dejansko jih več ne čudiš, ne. Ker trpljenje je pa pot do svetosti, pa do večnosti za naš kristjane. Ampak to ne pomeni, da mi zagovarjamo trpljenje, zdaj pa moramo trpeti. Ne. In podpiramo vse napore, zdravstvene napore, da uredijo to stvar, da bi ljudje čim manj trpeli, ne? Ker trpeti ni dušno, se ti zmeša. Ne? Druga stvar, da bom nekomu v breme. Sestra, to ni res, to ne more biti res, zato ker ljudje nismo otok, ljudje smo družba, mi smo celina, mi en drugim povezani, tako da vidite. Če jaz vam nisem všeč, bom pa ene druge sestre všeč, bo puno za mene skrbela, ne? Če jaz nisem mojemu otroku všeč, bom pa moji ženi všeč, bom pa mojemu pravnuku všeč. To ni res, da je to, ne? Da ne bom jaz drugim na poto delal, ne? Ja. Ja. Zdaj se meni tudi drugi na poto delali vse, ampak ljudje se moramo med seboj povezati in poudarjati, koliko je pomembna ta povezanost bolnih, zdravih, ne? Mrtvih, živih. Ne? To je vse skupaj povezano, v krščanski veri govorim, ne? V krščanski veri. Ne? To je občestvo svetnikov živih in mrtvih. To smo skupaj povezani. Ne? In človeku, jaz, ko sem bil zelo takrat, ko sem operiral, sem bil odlično tam nekaj, ne? Sem rekel, bratu, sem se pošalil, sem rekel, ko v mestu miru ne smeš me pustiti samega, ne? Ker umirati ni dobro sam, je fajn, če kjer zdrave. Ne? Druga stvar sem mu rekel, ne me sežgati, ker jaz moram pred Boga priti z dolgimi lasmi, on je meni tako navajen, zdaj bom tam ne sežgam, pa še se ne bo vedel, kdo sem, ne? Ja, sem rekel, ne? In jaz res sem zdaj rekel, dajte, mi smo izničili vrednost smrti. Smrt pa življenje, ki sta skup, to sta sestra. To sta dve sestre, ki skup hota, ne? In enkrat se bosta izmenjali, ne? Enkrat bom šel v naročje smrti, ne? In takrat je del življenja, ona bo šla pa naprej druge skrbeti, ne? In to smo tako izničili, tako smo naredili, kot da smrti ni, ne? Otroke stran od smrti, mladiča ne smemo videti obraz, ob ene popoldnega parpeto dvigamo po kopalni, mi smo izničili in naša družba postaja ubožena, uboga, razvrednotena, ker mislimo, da smrt ni del življenja. Ampak nobena stvar ni tako močno prisotna v našem življenju, kot je smrt. Ne? In to je praks, preko katerega bomo mogli vsi jeti, kdorkoli, ne? Te nas izenači, da gremo pred Bogom. Ne? Zato dajmo smrti nazaj vrednost tako, kakršno ima. Ne? In če bomo mi to spoštovali, pol ne bom jaz več vam na potu, ne? In boste vedeli, da je treba poskrbeti tisko umira ali tisko živi, ne? Da ima eno vrednoto. Ne? In tle mora krščanstvo svojo igro igrati. Ne? Tle mora krščanstvo, katoliška vera sploh, ne? Mora pokazati, da tole pot bomo sledili. Ja, pa dajmo se žgati, vse to manj dela, pa to. Dajte pa smo tam, manj dela, ne? In ljudje so navajeni, vse po manj dela, manj napora, manj unga, ne? Zdaj pa tudi star človek je v napoto nam, ne? In pa smo pa tam, ne? Ker nimamo nobenih vrednot več, za kateri bi mogli reči, to mora tako biti, ker je to človeku daje smisel in pomeni življenje, ne? Kakšno ali pa največjo vrednoto daje krščanstvo življenju? Zakaj je življenje tako, bi rekla, ena svetih krščanskih vrednot? Sestra, zato, ker to prihaja od Boga, ne? Ker to je največji božji dar je življenje, ti da gibaš se in da ni izgubljeno nekje v enem oceanu ničnosti, ne? To je prehod iz tega sveta v oni svet, ne? In v tem ti je Bog dal 50, 60, 70, 80 let, je dal čas, da se naštimaš za to potovanje, za ta prehod iz reke, ne? Ker je reka, iz tega življenja, non življenja je prehod, ne? In ti delaš 50, 60 let, delaš most iz te zemlje v večnost, ne? In ta most ti gradiš. Ali boš prišel čez ali ne, je od tebe odvisen. Jaz to ne vem, pa ne da je vse Bog usmiljen, pa neč ne bo rešil, če si braba. V pako bo šel. Tebe da vse materialne sposobnosti, da si zgradiš most, ki ga začneš graditi. Od rojstva do smrti in preko tega mosta boš ti šel v večnost, ne? In Bog te podpira, ti daje materijale, pa vse ti daje moč, ne? To je, pojmate, pa vse zakramente, sestra, ne? Da ne bomo na tej poti umagali, vrata se s krstom nam odprejo, ne?
Da ne bomo omagali, smo dobili prvo obhiro, hrano, duhovno hrano, da gremo naprej, ne? Da ne bomo zaradi grehov pešali, nas vedno očiščuje, to je spoved, ne? Da potrdimo se, da dobimo ponovni zagon, da zalijemo naša vera, to je birma, ne? To je birma. Pa da bomo te ljubezni skupno delovali, ker sam ne moreš po poti hoditi, je pa še sveta poroka, ne? Za na koncu pa še, glejte, Bog je vse poskrbel, da bomo mi lepo skozi ta most prišli v večnost, ne? In zato je življenje dragoceno, ne? Vse, kar se v življenju naredi, je dragoceno, ker ni nobena stvar, ki ti narediš, nesmiselna. Vse je smiselno pred Bogom, ne? Tudi dober dan reči, tudi lepi punčki na cesti je smiselno se nasmejati, ne? Ja, dajte se, tako je, ne? Se lepo nasmejiš, ne? Vse to je Bog, prštimo, da je naše življenje tle prijetno in da pridemo iz tega življenja preko mostov, ki ga mi zidamo, ne, s pomočjo Božjo milosti, ki nam je daje, da pridemo v večno življenje, ne. In če mi tega zaupanja na tako življenje nimamo, seveda, pa prije pa eutanazija, samomor, pa se nič ne splača, pa ono, ne. Glede, pa je pa taka, sestra, tile naši begunci, ne. Zakaj so prišli v Evropo? Ker so pogruntali, da je evropska družba utrujena. Se ne bi prišli. Zakaj ne grejo begunci v eno drugo muslimanske države, ne grejo tja? So bolj bogati, ko imajo več unga. Zato, ker oni so po koncu živijo. Evropska družba pa umira. Zato so videli, da je lahko napadijo. In ko je ena rastlina šibka, je živali napadijo, je črvi napadijo, gliste napadijo, živov, ki nima več odpora in umre. In evropska družba odmira in viden dokaz tega so tudi tile naši, begunci, ki prihajajo sem, da bojo zavzeli mesta, ker mi smo utrujeni živeti v Evropi. In to je škoda, sestra. In tle bi mi mogli več narediti duhovniki, da bi ljudje prebujali to zavest lepote življenja. Torej, cerkev bi morala biti, kot ste sami rekli, bolj drzna. Drzna bi mogla biti. Kakšne konkretne korake bi lahko naredila? Drzna povedati, kaj je Bož, kaj je zaznavanje evangelije, zakaj te evangelije usrečuje, zakaj je odpuščanje srčika našega življenja, zakaj je križ v sredini našega življenja, zato da bomo imeli vedno pred očmi, da se vse splača, ker preko križa se vse splača, ker križ, ki je zasajen v sredino našega življenja, usmisle naše življenje, in gremo naprej, ker tega drugi nimajo. Tega drugi nimajo, to čutimo, Zato mora biti duhovnik jasno povedati, to je to, In kar vidimo, kakšne neumnosti, ali po Facebooku, ali po radiju, po televiziji, takrat moramo se mi dvigniti, pa vsi reči, to se ne dela. Jaz se točno spomnim, ker je bila po Facebooku na objavu enega križa pa naga ženska gor, ki jaz sem napisal zelo močno odgovor in so mi prepovedali Facebook, pa rekli, da me je zaprli, pa zakaj pa ne zaprete uga, ki ti bi darije ven dal? In takrat bi mogla vsi slovenski škofi luft skošti, vsi slovenski kristjani teptati naše najbolj osnovne vrednote, pa se drži biti naprej, da nimamo kaj izgubiti. Jezus nima kaj izgubiti. On je kričem predubo, svojo smrt je predubo, da naše večno življenje. In to moramo imeti. Gospod Tone, v pogovoru na začetku ste spominjali tudi poplave na Madagaskarju. Zdaj smo tudi mi v Sloveniji doživeli ene take hude poplave in videli trpljenje, neizmerno trpljenje ljudi, ki so izgubili domove ali pa svoje hiše, na kar smo Slovenci zelo navezani. Kaj bi lahko vi povedali v eno tolažbo, zdaj po tolkem času že ne, ko je včasih težje, kot je bilo v začetku, ko so še vsi hodili tja k njim, zdaj so jih pa mnogi že tako zapustili. Prvo stvar, sestra, lahko samo omenim, da jaz kot tele poplavah sem gledal direktno, ko sem bil doma takrat, gledal in sem rekel, ne me nam je kako prizadel, veste zakaj ne? Ker smo imeli istega leta, letos smo imeli, januar in februar, 2 huda ciklona, ker je ljudem vse odnesel, ker je v 2 urah sestra voda narasla za 14 metrov. V 2 urah. In so z mojega župlišča dol gledali v vas, ki je vidno zalivala hiše in je ven zemlje spukli, dol so lesene hiše, In smo se z otroci smijali, še ena hiša odnesla vodo, pa smo se smijali. In se pravim, da to je bilo pa nas skoraj vsak leto ti cikloni, ker odnese, pa ne samo, da odnese hiše, riževo polje nič, ker ni nič za jesti.
Dol v mojem koncu ni, da boš zdaj šel po trgovino po kupu, s čem? Pa tu trgovine ni. Pa da trgovine moraš pripeljati hrano, to je 100-250 km, avtomobila ni, poti ni. Mi smo po en mesec, po 2 meseca cesto sami popravljali, zrihtali, brez države, ker država to je gnoj, to ni nič, ne. Smo sami popravili pot, da smo lahko spet normalno živeli, ne. In takrat vidiš, ljudje nimajo nič za jesti. Tisto, kar sem mislil prijesti vodo, nesla, kup ne moreš neč, če pride lakote, pride smrt, ne. Zato ljudje ne verjame, da ljudje od lakote umrl. V Sloveniji noben od lakote umrl, ne. Dol pa so, ne. Samo hoče reči, takrat je pa važna tista skupnost povezava. Lejte, bomo naredili, ne. In naš Karitas, v moji župniji, smo skup stopili, pa moji delavci so šli hiše popravljati, vse zastonj smo naredili, to v parih tednih smo ogromno hiš nazaj spravili, popravili, pa oni sami to naprej delajo, ne. V Sloveniji ima pa ljudje to srečo, da kljub tem neurju, ko je bilo, ko je tu hišo uničili, sami ostali, zrušili bajto, ne. Hiša je le kraj, kjer si ti večina časa svojega življenja preživiš nota, ne, in tam je te v tvoji intimnosti, to je res psihično zaznamovan človek, če mu to uniči, odnese, ne, ampak ne. Samo v takih okoliščinah mora biti pa, tako kot sem jaz rekel našim kristjanom, zdaj morate vi imeti pogum, zdaj morate vi skup stopiti, ne. To je stvar odnesla in ni več, zdaj treba na novo narediti, ali na istem mestu, nekje druge, življenje mora naprej, se ne smejo ustaviti, ne. Če bo kdo nam pomagal, hvala Bogu, če noben nam pomagal, kaj pač moramo, bomo sami naredili, ne. In Sloveniji so, toliko Slovenci dajo za tako dobrodelne namene, to je Bog na poseben način blagoslovil in hvala Bogu, ne. Zato je najbolj slovenski tisti, ki so bili zelo prizadeti, Slovencem ne bilo treba trpeti, ker pomoči je bilo veliko strani kristjanov, države, vse posod, ne. Ali bo prišlo v prave roke ali ne, ne vem. Samo mi imamo pa tudi evangelij, ne. Nobena stvar ni tako težka, da se z dobro voljo ne bi naprej dali narediti, pa znova nekaj narediti, ne. Pa nimam nič v roke, seveda nimaš nič, ko si se rodil, tudi nič ne izjemo, ne. Moraš začeti naprej delati, ne. In ko boš ti začel prskati pa delati, ti bo Bog pomagal, ti bo ljudje pomagali in bo šlo naprej, ne. Tako da v takih vremenskih ujmah, če ni življenjske smrti, ni treba imeti dobenega mesta za obup, za razočaranje, ampak samo pogum pa naprej jeti, ne, pa naprej jeti. Delati, koliko se da naprej in bo Bog nam pomagal, da idemo naprej, ne. Hvala za te besede. Kaj hoče reči samo o teh poplavih, jaz, slovenski misionarji tem živimo vsako leto, ne. Pa hujiš, ne, hujiš. Tukaj je pihal 300 km/h ciklon, ki je nosil po vasi vse plehe, iz hiše strgal pleh, pa prinesel 30 metrov daleč, nas voda zalila, ne. Pa smo preživeli, pa šli naprej, vsako se da tako naprej. Se pravi, sa te ujmo, ko smo jih mi delali, ja, vse hodo, ampak pa nas zelo počasno bili, če hujiš, ne. Pa dol je bilo tudi po 20, 30, 50, 100 ljudi mrtvih, je vodo odnesli, jih nisi videl, ne. Ne, se pravi, da, ampak ljudje imajo vedno dosti moči, da gre naprej, ne. Dosti moči naprej, ne. Je pa res, tam, kjer imaš veliko in če te voda vse odnese, je pa bolečina tudi velika, ne. Na Madagaskarju, kjer nima nič, ker ima samo en rižovo polje, pa tisto prazno mehno hišco, ne, je tudi bolečina manjša, to je res, ne. Čeprav je pa svetost domovanja tako v tej slovenski hiši, kot dol isto, ne. Se pravi, da imamo kaj veliko jamrati, potem pa ga treba drugom pomagati, pa z veseljem naprej jeti, ne. To naš evangelij pošilja tudi, ne. Ves čas najnega pogovora je pred vami posebna knjiga na malgaškem jeziku, ne. In torej nekako se mi zdi, da pol ali pa večino vašega srca še zmeraj ostaja na Madagaskarju. Do zdaj še kar večina, sestra, sem ne tako, da bi bil jaz zaznamovan s tem, da moram imeti nazaj, ne. Če bo zdravniki rekli, ne moreš iti, boš doma delal, pa doma delal, ne. Se evangelij je isti, ali na Madagaskarju pa tle, samo to se navadiš nekje, z srcem delaš, se to težko po tolikih letih, kar nekrat od tega odklopiš, ne. Imam pa to malgaško knjigo, ker tudi ko sem sam mašujem v malgaščini, ne, da imaš ohranjaš tisti kontakt, pa tudi preko maševanja v malgaščini, malgaška duša poje po tej knjigi in mašuješ, slišiš malgaško dušo in to prijetno je to prijetno, ne. Če bom pa drugje nekje v slovenski farbi, pa to slovensko, ne, ker tam, kjer si, se moraš posvetiti ljudem 100% in tako naprej, ne.
Tako da Megaščina je le tisto, ki je nam... Je ne boste pozabili, ne. Kdo vas je pa ta čas zamenjal? Ali imate duhovnike, ki so vas potem v tem času zamenjali, tam na vaši župniji? Tako je. Veste, sestra najbolj hodil za nas slovenski misionarji, jaz sem recimo, ali pa vsi slovenski misionarji, smo odprli čisto novo postajanko in bilo treba zgraditi nov Faraš, nove cerkve, nove šole, urediti vse in tako da je zdaj res Fara, tako ko se šika. In ko to narediš, zapustiti vse pa je drugam, ne da ne moreš. Veš, da to boš mogel tako slejko prej, ne? Sem vedel, da te zanima, ali bojo to spoštovali pa naprej peljali, da bo ne zaradi infrastrukture, ampak zato, da bo evangelij lahko šel naprej. Se bajta nič ne pomeni, če ni ustvarjeno bilo, zato, da je cerkev lahko ljudje molijo, eno stanovanje zanj, da lahko duhovnik lahko prebiva, eno dvorance, da lahko imajo sestanke, tako naprej. In to ima vse urejeno, ne? In seveda mene tu skrbeli, ko sem šel dol, ne? Bolezen, kakršno sem imel, jaz sem mislil, da bo že med potjo umrl, ne? Pa malo Bogu še nisem, ne? Ampak sem dol takoj telefoniral našemu predstojniku, vizitatorju, sem rekel, lej, jaz verjetno ne bom malo prišel nazaj, se je par mesecev, ne, zato krščanstvo pa mora iti naprej. To je čisto novo krščanstvo, dej nove duhovnike. Jaz sem bil tudi noter v našem vodstvu naše province, 20 let na Madagaskarju, to vse posebej poznam, vsakega posebej. Imate tam svoje lazariste? Ja. To je druga najmočnejša kongregacija na Madagaskarju, so lazariste, nas nekaj čez tu madagaških duhovnikov. Že sem rekel, takoj da je 2 duhovnika dol, ne enega, v moje Faro, ne. Jaz sem bil sam, vedno sam. Zakaj? Zato, ker si iz nič začel, mora biti eden, kaj boš pa še eden ima neč del, ne. Zdaj je pa za 2 preveč del, pa 2. Pa druga stvar je, sestra, naša katoliška cerkev zahteva tak način življenja duhovnikov, ne, in madagaški duhovniki so po naravi zelo taki socialna bitja, ne more samote ne more preživeti, pa neporočenosti. Če sta pa 2, je pa to lože. Zato, da se ohrani njihov poklic, ker to je daleč. Jaz velikrat pravim, tam še svet duh ne gre pogosto, ker je tako daleč, da je, da ne more prejeti, pa tako grda pot, ne. Ampak če bo ta 2, so ta duh zgodil podpira, pa šel naprej. Tako da je zdaj, da pred 14 dni nazaj je naš vizitator dal 2 madagaška mlajša duhovnika, 30-35 let, tako da sem jaz zadovoljen. Se pravi, da bo šlo naprej in ta konc naše škofije bo morbiti pokristjanen nekdaj. Zdaj je 2%, se pravi, da je še 80%, da to dela še dosti. Tako da ni dobenega mesta za obup, pa za razočaranje, krščanstvo, sestra, gre naprej. In tudi Evropa lahko dela, kar če je, to je bedarija, vsi bojo propadli. Krščanstvo šlo pa naprej, ker to bo že delati, to bo šlo naprej. In to naša oblast, naše politike, naša sodobna tale, kaj je že, družba ne zastop. Radi bi se borili pred krščanskim vrednotam. Nemogoče. Lahko vse. Samo bojo izgubili. To več ko bojo izgubili. Krščanske vrednote bojo šli naprej, ker je v zadju Jezus, Bog, ki je vse to ustvaril in bo naprej pelo. Da bomo šli pa preko preizkušenj, to je pa normalno. Vse to je bilo od Abrahama naprej do Donsa, je to jasno pokazal. Če ne boste mene spoštovali, boste trpeli. To je stara zaveza. In ko so ljudje spoznali, da niso napravili, poti so nazaj, pršli jih je Bog ubil, pa so šli naprej, pa je bilo spet dobro. V krščanstvu je pa isto to, je pa isto to, ko je krščanstvo zablodilo, smo imeli čudne papeže, pa cerkev ni propadla, vedno da je en svetnik gor, pa še prišlo naprej. In to bo danes isto, zato nikdar v krščanstvo človek ne sme obupati. V krščanstvu ni mesta za obup, ampak za upanje pa veselje naprej. In kaj bi delali v Sloveniji, če bi vam zdaj, na primer, eden škof dal župnijo? Ja, jaz bi naprav sestra delal tako, kot sem na Madagaskarju, z vsem veseljem. Ali bi dobro delal slabo, ne vem. Ampak če se ti duhovnik na Fari doznaneš evangelije in doznaneš evangelije, ne more biti slabo, vsi ne oznaneš sebe. Ravno če bi se rekel, ljudje leta tako, da bi k neumnostim voziti, to je druga stvar. Če se ti duhovnik doznaneš evangelije in da ga oznaneš resno, se ljudje
ljudje čutijo, kaj oznaneš, čutijo, kaj oznaneš. Morbiti bi bil malo strog in tega sobin, če bi od tega prišel do tole, kaj že, labilnost je preveč prevelika, labilnost recimo pri zakramentih. Jaz sem imel vedno 10 priprav za krst novorojenčkov. 10-krat sem mogel pred staršem bote, tu v Sloveniji me ustrelijo takoj, če to zahteva. Na druge strani imaš pa za birmo bomo pa ne pa poslil, ne. Fante, lejte, pa punce, birma ni za odrešenje potrebna, ampak to je zakrament, ki te potrdi tvojo vero. Zato je lahko tu pri 10 letih, pri 50 ali pa pri 80. Tle ni leta, kam bomo pri 14. To ni leta. To je tvoja pripravljenost sprejeti krščanstvo odgovorno in tudi nekaj za njega potrpeti. Če pa da tega ni še pripravljen, pa ne bom ti dal zakramenta. Zakaj? In to je naši škofi mogli to zastopiti, to mogli škofi zastopiti. Zakaj je zakrament, recimo, birme, izhod iz cerkve? Zato, ker so vsi nevredni, počakaj, da bo vreden, pa ne bo šel več ven. Pa 20-30 let je 40 let, bo rekel, zdaj pa res sem kristjan in ne bo tako več kot cerkve zapustil. No, mislim, ne vem, kako bo to laufalo, ampak če bi bil tle, ker gotovo bom, če ne bom šel dol, krščanstvo žeti naprej s takim veseljem, kot sem ga do zdaj, svetopismo roke, ljudje leta. Tole nam Jezus ponuja. Ne jaz prenašam, to Jezus ponuja, se jaz tudi borim za to. Vsi. Mogoče bi res bilo potrebno malo drznosti tudi slovensko cerkev prinesti, prav takšne drznosti, malgaške, kot je imate vi. Mi bi pa vendarle zdaj za konec oddaje radi še, da podelite eno upanje našim bolnikom. Šli ste skozi to pot, šli ste skozi operacije, skozi ta obup, ko človek res misli, zdaj je pa konec. In ste vseeno zdaj spet tukaj med nami, zdrav, nasmejan, takšen, kot smo ga vajeni. Kaj je tisto, kar vas žene ali pa kar vam da pogum v teh trenutkih? Sestra, ko sem jaz se srečal z boleznjo, mi je bilo vseeno. Samo vedno sem imel tiste, ne moreš zdaj ti ugovarjati Bogu. Sprejmi tako, kot je, in ker si je tam skušati tako naprej živeti in pomagati vsakemu in tudi s tem, da si bolan, ne pomeni, da si obupan, da ni veselja več od tega. Bliž tako je, Jaz sem takoj pozabil, smo na kliničnem centru, sem bil operiran, ker sem bil zaneč, smo se vsi smijali. In so se drugi bolniki z nami smijali, pa kaj tebi še, zakaj? Pa se dohodno vsi imamo, zakaj bi mi obupavali? Vse je Jezus z nami, Pa so hude bolezni, pa veš, da mora biti tudi vsega konca. Pa ne bo, vse Bog se jaz verjamem Boga, da mi pomaga, In se pravi, da teh, je pa res ena stvar, ljudje pravijo, ko zbolan, lahko veliko moliš, manj moliš, ko zbolan. Razen to ne vem, kako me drugi narejen. Takrat se ti enostavno kar ne moreš moliti, ampak iz zaloge živiš. Iz zaloge svojega zaupanja v Boga živiš, svojega zaupanja v Boga in veselje naprej. Jaz se spomnim, tam sem en duhovnik prišel mene obhajati, potem se začne pa tam zraven en star možak, tako jaz, malo odsmirati, jokati. Pa kaj pa ti je? Jaz bi šel tudi rad kup hido. Pa zakaj pa nisi povedal, da si kristjan, pa se tleš pa že sredi. Pa smo na zdaj poklicali, rekel, zdaj sem pa dober. Se pravi, da naše to, da vero, ki imamo že, to zalogo, ki imamo vso življenje, zaupanje Boga, vira, obhajilo, mazine, to daje na moč, res prinaša tako moč pa odprtost, da greš ti naprej. In ta odprtost pa ta veselje do življenja, da govoriš, da se z istom, z bolniki, šam bolniki malo pohecamo, pa pomenimo, to je tako, ko menimo vrata upanje odprlo, pa gre naprej. In skozi to mora skoraj vsak jed. Zelo mali ljudje, ki čist zdravi umrejo. Hvala vam, gospod Tone, za to, da ste odprli vrata naše duše in napolnili naše zaloge s svojim veseljem, upanjem in iskrivostjo. Hvala vam, sestra, hvala vsem, pa jaz verjamem, da je z nami Bog vse posod, kjer smo, in da ni razloga za obup, ampak da imamo mi kristjane sploh, mi smo ljudje upanja, zato smo vedno veseli in upam, da bo naše krščanstvo, naše države, pa naše vrednote šlo z Jezusom naprej. Hvala vam. Dragi gledalci, upam, da ste tudi vi z nami preživeli lepe trenutke druženja z dolgolasim duhovnikom Tonetom Kerinom, ki upa, da ga bo Bog prepoznal po njegovih dolgih laseh.
Mi ga bomo prepoznali po njegovi iskrivosti, veselju in neomajnem upanju, ki mu ga daje njegova osebna vera in ki jo tako učinkovito zna prenesti tudi na druge v svojih pogovorih in besedah. Želim vam prav tega in takšnega upanja še za pot naprej. Hvala vam.